Smo zdaj tukaj na znamenitem Štefanovem trgu. Tale stolp do vrha je visok, se prav spomnim, 343 stopnic. In seveda jaz težko prehodim. No, tu je del zanimivih zgradb. Ta je posebej zanimiva, ker je res nekaj posebnega. No in tukaj v tem delu se začenja tako imenovana ulica Graben, ki ponuja res izvrstno, seveda pa tudi drago izbiro. Čeprav je res, da je Hochmarkt sporedna ulica, ki vodi do kraljevskih palač, to pa je Hofburg, ima še dražje prodajalne, veliko dražje od teh. Torej, če smo prej rekli, da je ena dražjih, pa moramo zdaj sporočiti popravek, da je ulica, ki jo bomo videli čez nekaj minut, ena od najdražjih ulic, seveda po svoji ponudbi na Dunaju. To je Hochmarkt ulica in ne ta Graben, kot se imenuje ta ulica. No, tukaj vidite tudi številne obiskovalce, zanimive taksiste, recimo poglejmo si tegale, ki se seveda trudi, da bi prodal svojo storitev. No in tukaj je kar nekaj zanimivih zunanjih bifejev, ki ponujajo raznovrstne pijače in prigrizke za domače in tuje obiskovalce. To je eno od zanimivejših vodnjakov. Zanimivo pa je, da je na Dunaju videti prav veliko, zelo veliko vhodov, vrat, likov, ki imajo osnovo te živali. To je tole. Leva. In morda, da veste, o čem govorim. No in zdaj pojdimo naprej. Tule na desni strani, kot že nekrat povedano, je kužno znamenje, ki so ga vladarji ali bogati ljudje postavljali takrat, ko so se znebili določene bolezni na ravni kraja, države ali mesta. No, to je tale objekt, ki je res zanimiv. Moramo pa reči, da je opremljen z mrežo, predvsem zaradi golovov, kar veste, kaj bi pomenilo, da ne bom posebej razlagal. No, tukaj slišite goste, kako so veseli, razigrani. No in tule na desni strani boste zagledali eno najstarejših
bančnih hranilnic, ki je zanimivo prav v tem delu mesta postavljena. In je to, kot pravijo, ne kot pravijo, tako je. To je prva avstrijska hranilnica ali po domače rečeno banka. No, tukaj sem pozabil še eno zanimivejšo cerkev. Zanimivo je, da je v bistvu vsako leto posebno preditev imenovana Winterwoche ali Dunajski teden. No, tule to morate videti. Mi bomo zdaj preskočili to kombinacijo teh avtomobilov in kot sem že večkrat povedal, na Dunaju se lahko učite varne, ker so praktično policisti na vsakem koraku. Zanimivo, da jih ni avtomobilov, ampak opozarjamo, ne delajte nobenih posebnih neumnosti, ker se bodo pojavili, čim boste naredili, kar ne bi smeli. No, to je ta prva dunajska avstrijska hranilnica. No, to je ena od zanimivejših prodajaln od Juliusa Majna v tem delu. To veste, da je to predelovalec kave, ki ga ponuja njihov zastopnik tudi v Sloveniji. No in zdaj smo prišli do te ulice, do konca ulice Graben in smo prišli na Kohlmarkt, ki je tako imenovana najbolj prestižna ulica mesta Dunaj. No, to je tole. Tu vidite Preteja, Armanija. Praktično. Blagovne znamke Indija, Guccija, vse znamke, ki nekaj pomenijo v svetu, so v tej ulici. In v daljavi vidite že v večernem zatonu, cesarske palače, vstop v Hofburg. Tu je vstop v Hofburg, zadaj pa se nahajajo cesarske palače in za temi cesarskimi palačami je trg Marije Terezije, na katerem se nahajata dva znamenita objekta. V enem je Prirodoslovni muzej, v drugem pa je v bistvu Kunsthistorische muzej ali zgodovinski muzej, v katerem boste našli resnično vse, kar vam duša poželi. Vendar si morate vzeti tako za prvi kot za drugi objekt vsej en dan časa, da si mirno gledate ponudbo, ki jo ta dva muzeja ponujata. No, pa nista edina, teh muzejev je res veliko. No in še ena stvar, ki sem jo omenjal že prej, ko sem bil v bližini znamenite slaščičarne in hotela Zahar, sem govoril o zanimivi slaščičarni Deml,
ki pa se nahaja tukaj desno. To je ta slaščičarna, ki je zanimiva tudi potem, da v bistvu pripravljajo slaščice kar pred vami. No in ravno zdaj, ko smo tukaj mimo, so začeli spuščati vrata in so ta znameniti Demelj za danes zaprli. Mi pa bomo svoj posnetek zaključili s pogledom na vstop v Hofburško palačo, kjer še fijakerji čakajo svoje zadnje goste, da bi jih popeljali po znamenitem Dunaju. Naš prispevek pa se zaključuje s pogledom na to znamenitost, ki jo vidite pred seboj, in to je vstop v cesarske palače. Na levi je predstavitev lipicancev, na desni pa predstavitvena palača ali objekti, kjer je živela, koliko je živela tukaj. Vidite, zdaj imate stvari, Sisi. No in končajmo naš posnetek s tem pogledom in to naj bo dovolj za danes. In lep večer vam želim še naprej.